Poleg večjih zmogljivosti je postavljena nova recepcija, ki goste ustrezno usmerja po velikem območju čateškega kompleksa. Največ je Nizozemcev, sledijo Italijani, Slovenci, Hrvati, Poljaki in Madžari. Opažamo vedno večji porast, se pravi bivanja v samem kampu s strani uporabnikov mobilnih hišic, apartmajev, tranzita, kot se pravi z avtodomov, šotorov, tako da bomo rekli, ljubiteljev narave je vedno več po naših ocenah. Pred začetkom sezone so obnovili olimpijski bazen, trenutno je v prenovi zimska termalna riviera. Vsi gosti, ki bivajo v Termah Čatež, se pravi tako gosti v kampu, kot tudi gosti, ki so nastanjeni v hotelskem delu, imajo v samo namestitev vključeno tudi kopanje na termalni rivieri, tako na zimski kot tudi na letni. Potem tudi, se pravi, beležimo število dnevnih gostov, to so kopalci, ki pridejo samo, bom rekla, dnevno k nam se kopati. Med delavniki dnevno beležijo do 6000 kopalcev, ob koncu tedna se ta številka povzpne tudi do 7000. Sezono so zadovoljni tudi v dobovskih Termah Paradiso. Lani skozi vse leto smo v Termah Paradiso zabeležili majčkeno manj kot 100 000 vstopov na kopališče, doslej pa že, bom rekla, okoli 55 000. Paradiso so majhne družinske toplice s 35 sobami. Prevladujejo domači gostje, saj lega ob železniški postaji ustreza tudi dnevnim kopalcem brez lastnega prevoza. V septembru odpiramo nov otroški bazen skupaj z dvema manjšima tobogančkoma, otroško kuhinjo in pa džakuzijem, tako da bo to velika pridobitev sploh za družine z otroci. In pa dodajamo tudi nove namestitvene kapacitete, torej glamping, prvi glamping v Posavju, moderne čebelnjake, ki bodo odprti skozi vse leto in prepričana sem, da bodo privlačni za vse naše goste. Dobrodošli so tudi avtodomari, čeprav v sklopu Term Paradiso zanje ni posebej urejenega kotička, je dodala Cizljeva.